Antiutopije kot literarni žanr morda prav vse, in to jim pogosto tudi očitajo teoretiki, morda trpijo zaradi neke določene, kako bi temu rekli, konceptualne nenatančnosti, analitične nenatančnosti v odnosu do analize družbe. Zelo močni so počasih na jezikovni ravni in prav tu je bilo pasti pri Sorokinu neizmerno veliko. Poigraval se je na skorajda vseh ravneh z jezikom, od določene vrste arhaizacije do seveda novoreka, do izumljanja novih terminov, za futuristične elemente te zgodbe, tako da bi vse skupaj strnila svojo izkušnjo na nek morda neprijeten, pa ustvarjalno zelo močen način. In sicer, da sem na vsakem koraku občutila neizmerno prevajalsko grozo. Lahko bi mi zdrsnilo, po vsej verjetnosti tudi je, ampak recimo, da je na koncu nastala celota, ki morda stoji. Čeprav morda res ni pospremljen z močnim razlagalnim aparatom, je bila strategija tega prevoda taka, da z ohranjanjem tujosti, s potujevanjem, morda tudi na jezikovni ravni, ustvarja tkivo in bralsko izkušnjo, ki zna biti zahtevna, ampak prav zato verjamem in upam, da veliko da. Ruska kultura, neizmerna kot je, ima tudi svoje omejitve. Najbolj zanimivo se mi pa zdi to, da je še vedno lahko zelo močno orodje, doživljam ga celo močnejše kot morda angleščino, močno orodje za vstop v različne kulture, manjše kulture, bolj nenavadne avtorje, tiste, ki niso vedno v ospredju, in zelo močno spoznavno orodje.